S programom uvajanja poslovne odličnosti v podjetja želimo zainteresiranim organizacijam približati razumevanje modela EFQM, tega menedžerskega okvira, ki organizacijam pomaga razvijati njihove sposobnosti za dolgoročno uspešno uresničevanje njihovih vizij in strategij. V podjetju Selcom so se odločili za obisk strokovne delavnice, ki organizira agencija Spirit in SEQ, zaradi izkušenj in znanja, ki ga pridobimo na tej strokovni delavnici za samo oceno odličnosti po modelu EFQM. Mi smo se z modelom EFQM že srečali v preteklosti. Dal nam je nek zagon, neke usmeritve, na kakšne ukrepe moramo gledati in naslednje korake izvesti za dvig produktivnosti, zadovoljstva v podjetju in same splošne odličnosti v podjetju. V podjetju bomo ta model uporabljali še naprej, ker nam je pomagal pri marsikateri odločitvi, kot tudi olajša delo v prihodnje. Prihajam iz podjetja Adient, Slovenj Gradec, avtomobilska industrija. Zdaj ob koncu delavnice lahko rečem, da nam je ponudila in dala res veliko. Mislim, da predvsem zaradi oblike potekanja, kjer smo udeleženci že na samem začetku potisnjeni v aktivno vlogo ocenjevalca podjetja in si moramo zastaviti vprašanja, ki si že dolgo nismo, če sploh kdaj. Delavnica nam je po mojem mnenju dala ena res oprijemljiva, konkretna, uporabna znanja, koliko nam bojo pa pomagala na poti k odličnosti, je pa seveda odvisno od redne uporabe. Prihajam iz podjetja GenePlanet. Delavnice smo se udeležili zaradi tega, ker v podjetju uvajamo certifikat 9001 in smo pri tem potrebovali vso pomoč in napotke, da lahko sami čim več ustvarimo. Najbolj všeč pri tej delavnici mi je bilo to, da smo si ogledali podjetje kot celoto in na podlagi tega ustvarili mnenje o tem, kako se lahko podjetje raste in razvija tudi v trajnostnem vidiku. Pomembna mi je bila sploh informacija, da je menedžment tisti, ki ustvarja trajnostno naravnanost podjetja tudi za daljšo prihodnost. EFQM bomo v našem podjetju definitivno uporabljali. Tudi sedaj smo že začeli z določenimi ukrepi, vendar pričakujem, da bomo tudi v krajši in v daljši prihodnosti se tega še bolj lotili. Po vsej verjetnosti se bomo tudi morali udeležiti še kakšne delavnice in ne samo te, ki smo danes tukaj, ampak tudi višji menedžment. Jaz moram reči, da me je aktivna udeležba, sodelovanje udeležencev res prijetno presenetila, posebej na predzadnji in zadnji delavnici, ko so predstavili svoje ugotovitve iz izvedene samoocene, širok nabor priložnosti za izboljšave in potem na zadnji delavnici, ko so predstavljali predloge akcijskih načrtov za izboljšave po posameznih področjih. Delamo v pogojih pandemije koronavirusa COVID-19 in da to seveda v veliki meri otežuje razmišljanje na dolgi rok, razmišljanje o trajnostnem razvoju, o trajnostni uspešnosti, ampak tudi v teh pogojih si v organizacijah želijo izboljšav in model EFQM jim lahko pri tem gotovo pomaga.